Je bila tudi celotna letošnja povprečna zimska temperatura okoli 5 stopinj, običajno pa je malenkost nad lediščem. In tudi smučarska središča so v letošnji zimski sezoni poročala o 30% izgubi dohodka. Torej, imamo problem. Problem, ki smo ga ustvarili ljudje in ki ga moramo ljudje tudi rešiti. Zamudili smo idealno priložnost, da bi tudi proračun zaznamovalo pravlično število 7. Torej, vedeti moramo več in biti boljši in to je edini odgovor. In to je pravzaprav odgovor, ki na nek način nas vodi v sklep, da je ključna družba znanja. Torej, družba znanja ni abstrakten koncept, čeprav morda na prvi pogled nekomu izgleda. Je koncept, v katerem je treba dolgoročno temeljiti in dajati pozornost tako izobraževanju, kot znanosti in raziskavam, kot seveda tudi inovacijam. V Evropi želimo doseči 3% investicij v bruto domači proizvod iz bruto domačega proizvoda za znanost in raziskave do leta 2010. Dejstvo je, da ne moramo delovati kot neka razpršena skupnost posameznih celic, ki bi letele vsaka na svojo stran, ampak moramo sodelovati. To je izjemno pomembno zaradi česa. Prva stvar pri sodelovanju je to, da Evropa kot skupnost ugotovi in usmerja vse svoje potencijale v smeri, ki jih postavljajo tisti, ki dejansko na vrhu evropskega tehnološkega razvoja tudi so. To je gospodarstvo, vrhunski raziskovalci, vrhunski misleci in ni slučaj, da imamo v evropskem raziskovalnem prostoru v danem trenutku več teh središč. In moram reči, da se na Ministrstvu za gospodarstvo veliko s tem ukvarjamo, da smo pripravili in imamo izkušnje z razpisi iz preteklih let, kako povezovati gospodarske subjekte z inštitucijami znanja po ukvarjanju, sodelovanju na teh pomembnih projektih.